da pa moj otrok ne cepljen, ker ne sme biti še zaenkrat cepljen, zboli zaradi tega, ker mu nekdo prinese okužbo iz družine, ker niso cepljeni, bom pa znorel. Ful mi je žal, da vam ne morem pokazati oba videa v celoti, ker mi bo YouTube sigurno zbrisal. Oziroma, kot bom dobil prijavo, mi bojo zbrisali video. In potem se tu fukam in snemam. Kaj pa, če vam demonstriram, kako je to bilo? Ajde, naj vam bo. Boš pustila, da te fukam v grlo. Zlorabo te bom. Zvok teče, pobril sem se, da sem zajeban, od najslabšega kluba na svetu imam dres. To je to. Jo, borabe, danes bomo govorili o videu, ki je dobesedno poplavil Facebook. Prav sapo moramo vzeti. V videu nastopa celjski infektolog Miha Simoniti, doktor Miha Simoniti, pardon. Video sem prvič zasledil na Facebooku pri enem skupnem profilu od fanta in punce. Ne bom pokazal, kdo, da ne bi ju dal v drek. Video je bil hitro ugasnjen. Zdaj ne vem, ali sta ga sama zbrisala, ali je to zbrisal Facebook. Ne vem, je pa v eni uri imel, 300 delitev in ogromno komentarjev. Ampak kljub temu, da so video izbrisali, so ljudje vseeno ta video si shranili, posneli in ga na novo objavili. In se pravi, ko si šel ti na Facebooku pisati Simoniti, je imel zraven popular now, ker so vsi dobesedno vsak drugi na Facebooku je ta video delil in komentarjev in posod so pošiljali vse, to je bilo pač noro. En ga celo klical v ordinacijo in ga spraševal po bananah in tako naprej. Ja? Sem gledal en posnetek vaš na Facebooku. Kjer, Alen? Sem gledal en posnetek vaš na internetu, pa me zanima vaše mnenje o tem posnetku, kako si tlačite banano v grlo, pa si ga mečete na roke. Kaj pravite? Ja. Kako? Kdo je ta video spravil na Facebook? Nimam pojma. Izvora se trenutno še ne ve, noben medij ni pisal o tem, ne. Zakaj le? Zato, ker pač ne smejo, ne. Če bi Kurca kazal nipke, Čale Sale, kdorkoli, Prestenjak, bi pa te v mediji, vsi takoj pisali, ne. Poglejte, kakšnega ima nipke in tako naprej. Ampak ne, tu pa mediji čutijo. Zato, ker so verjetno dobili kakšne maile strani ministrstva in tako naprej. Zdaj, zdravnik v videu počne perverzne stvari, zdaj komu je to pošiljal, ne vem, na podlagi tega, kaj govori da ženski, drži se za svoja moda, drži se za svojega korenjaka, pokaže svoj rit in tako naprej. V drugem pa deep throata, vemo kaj je deep throata? Banano. Ja, to je poplavilo Facebook. Dajmo zdaj po vrsti. Prva stvar, zame ta dva videa, pa se boste rekli, ti si budala, nista niti malo sporna. Sex life je sex life. Vsak človek ima neko perverzno stran sebe, vsak človek ima svoje fetiše, vsak človek ima, bom rekel, seks rad na tak ali drugačen način. Eden ima rad grobo, tretji nežno, četrti ekstrem. Tukaj je brez veze, da nekaj sodimo, ker vsak človek ima nek svoj okus, svoje fetiše, karkoli, ne. Nekdo pač rad namaže punci na sramne dlake Nutello, na to pobrije in te dlake poje, recimo temu se reče sramne dlake na poslici od Nutelle. Ja, ne bodi gnjuse. Nekdo si rad pripelje kosilnico v spalnico in da medtem ko poriva svojo ženo gleda kosilnico, ta tretji rad voha pod plate, če na tem ne moremo razglabljati. Jaz lahko rečem kolegu, kako te lahko privlačijo veliki joški, to je ogabno. On bo meni rekel, Jan, kako lahko vohaš in ližeš pod plate, to je ogabno. Jaz njemu lahko cel dan govorim, zakaj veliki joški so mi ogabni, on mi lahko cel dan govori, zakaj so mu ženska stopala ogabna in ne boha prišla na isto točko. Bolj kot kmečko vam ne morem povedati. Tisti, ki ste še normalni pri seksu, govorim res normalni, se pravi, tako kot kažejo v filmih, poseksaš, to je to, vsaka vam čast. Jaz priznam, jaz sem to i svojim bivšim pošiljal, svojega korenjakca, svoja moda in ni da nekaj sem pošiljal, one so tudi meni pošiljali nazaj in ne bom vam povedal, katere punce so mi pošiljale in niti vi ne pišete mojim bivšim, da bi videli mojega korenjaka. Upam, da ste to zbrisali. Porka Madonna. Sem pošiljal tudi jaz bivšim svojega tičiričija in zame je pač to v tem virtualnem svetu nekaj normalnega. To je virtualni seks, na tak način se pač ljudje dan danes tudi damo dol. In zato pravim, da to zame ni nič spornega. Videe vam žal ne morem pokazati, ker te videi so bili objavljeni valjda brez njegovega dovoljenja in zdaj, če bi jaz to objavil, bi mi po moje YouTube video zbrisal, če bi vam prijavil. Vam pokazal zelo kratko, bom cenzuriral njegov obraz, da samo slišite, na hitro pogledate, to je to. Možno je perverzna pravica. Moš postilati zlorabim. Grlo tam tako fobiti, kjerkoli drugo pička na polno. Pa kva se te mal noir. Ampak moram nekaj priznati. Tisti, ki ste videli cel video. Tip ima velikega, stari. Tip je več ljubosumni. Ne, stari, ima tip. Ma komad. In fantje, iščite punce ali fante, ki bojo znali tako potegniti banano, kot jo je on. Ko bi moja punca tako
pogoltnila mojega, noro. Tisti, kdo je video videl, kdor ga ni, pejde na Facebook, malo googlaj, ga bo sigurno najdel, ker to video je bil povsod. Zdaj ne vem, mogoče na Pornhubu, to pa nisem, dajte pogledati. Dr. Simoniti, banana. Dajmo mi iti na drugo stran. Ta zdravnik je par dni predtem povedal to. Če gre v prvi razred osnovne šole, če bo moj otrok mogel ostati doma, nekdo od naju ostati doma, da bo pazil v prvem razredu, ker se nekdo v razredu noče cepiti, učiteljica ali pa da bodo virus unesli tam noter iz družin, kjer niso cepljeni, da bo mogel moj otrok za to doma ostati in bomo mogli ga od doma šolati, ko oba žena sva zdravnika in delava ogromno, mi je nezaslišano. Da pa moj otrok necepljen, ker ne sme biti še zaenkrat cepljen, zboli zaradi tega, ker mu nekdo prinese okužbo iz družine, kjer niso cepljeni, bom pa znorel. Zdaj ni več izgovorov. Kdor virus trosi okoli, ker ni cepljen in okuži druge, kar se mene tiče, bom kriminalni dejanj zraven dejal, ker to ni protizakonito zaenkrat, ampak ne ve, kako škodo dela. Model grozi vsem ljudem, ki so necepljeni, in da če bojo slučajno oni okužili njegovega otroka, so ker doma niso cepljeni, da bo znorel. Stari, kakšen zdravnik si to? Komod bi lahko povedal na lep način, zakaj se cepiti. Zakaj je tako agresiven? Zdaj si predstavljali, ko en starš gleda ta video, kako se počuti. Stari, ti si zdravnik, pa ne moreš groziti. In ni dvakrat za reči, da je ta video prišel ven strani neke mamice, ki je to pošiljal, ali očeta, ne bom obsojal, LGBTQ, in se je pač ta starš počutil ogroženo in je rekel, jaz sem pa ene njegove videe, dajmo jih objaviti. Ne vem, kako te ljudje pričakujejo, stroka, politiki, da če vržejo kamen v ljudstvo, kako ne pričakujete, da bo ljudstvo vrglo kamen nazaj? Njegov kamen je bil, da je grozil, kamen od ljudstva so bili te videi. In prav je, in sem na strani ljudstva. Če bi ta video prišel ven, ko bi to Dončić delal, Čale Sale, Tomi Meglič, Valič, bi rekel, pizda, zakaj? Vse on nam ne škodi, zakaj pa ste mogli to objaviti, ne? Ampak tak infektolog nam pa škodi. Zaradi njih, takih infektologov, zdravnikov in razne stroke in politikov, smo mi mogli biti ob 21:00 doma, stari. Nismo smeli ven iz svoje občine. Stari, zaradi njega in njemu podobnim je folk zgubljal šiht, zapiral firme, gostilne, ne vem kaj vse delal, stari. Me zanima, koliko ljudi si je stari vzelo live zaradi teh ljudi, ampak te mediji ne pišejo. Ne? Mediji pišejo, kako moramo mi biti zaprti. Ja, tako zaprti, da si folk jemlje life. Zdaj si predstavljate, koliko ljudi je zgubilo zaradi teh ljudi službo, koliko ljudi je zaprlo svoje podjetje. Problem bo, ko bo eden od staršev in je že, tako da je ta video prišel v javnost. In mislim, da se prve opeke v zidovih razbijajo. Upam, da ljudje dobijo zdaj jajca in bojo še kaj naredili. Ker nekdo, ki je imel kredita 500-600 evrov in je ostal brez službe, stari moj. In ko govorim z ljudmi, ki imajo svoje podjetja, starši in to, pa zato ni enega pozitivne stvari iz te strani. Vsi so že, ne morejo več. Tak človek, ko bo znorel, bo problem. Ne bo problem, če zdravnik znori. Ko bo pa tak človek, ko svojemu otroku ne bo mogel kupiti za jest, ker ne bo smel iti v trgovino, ker ni cepljen, takrat bo pa znorel. Ne pozabi tisti ravnatelj, ko je prišel tisti video ven, kjer je porival tisto tajnico, se je na koncu vzel live, ampak ta ravnatelj ni hotel nobenemu nič in je bilo zelo napačno, da so ta video dali v javnost. Zdravnik pa grozi. In ne govorim, da si kaj moram narediti. Bog ne daj, da si kaj naredi, ne želim si, da si nekaj naredi. Ti ne moreš drugega pričakovati, če boš grozil narodu, da bo narod ostal tiho. Ne, narod bo vrnil udarec. In ga je že vrnil. Cool je, da mečemo kamne nazaj, da pokažemo, stari, mi imamo moč, ampak mi smo neumni in se ne zavedamo, kakšno moč imamo. In že ko govorimo o neumnosti, da zaključim video, stari dr. Simoniti ima doktorat, verjamem, da ima kupenega znanja, prebral je kupenih knjig, šolan človek, visoko izobražen človek, a majster se gre snemat kot drka korenjaka in posname obraz. Zakaj? Kot prvo si zdravnik, dej pomisli, kaj če ta video bo ta oseba enkrat poslala nekam. Prav rečem si, stari doktorat imaš, ampak si butast. In pol govorijo, ja, tisti, ki se cepijo, imajo višji IQ. Ne, ni videti, stari. To je to, dragi moji, hvala za ogled, prihaja zima, dajte ostati strpni in bomo šli skupaj skozi to. Čau!